spoštovani, lepo pozdravljeni. Vabim vas k kratki predstavitvi diabetične nevropatije in bolečine pri diabetični nevropatiji in knjižice, ki je namenjena tej težavi. Za začetek naj se vam predstavim. Sem Mojca Lunder, sicer zdravnica diabetologinja, zaposlena v Kliničnem centru Ljubljana in se ukvarjam z obravnavo oseb s sladkorno boleznijo. V predavanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja, in sicer za začetek, kaj je diabetična nevropatija, potem kakšna je slika diabetične nevropatije, kako odkrivamo nevropatsko bolečino, kakšne so možnosti zdravljenja nevropatske bolečine in na koncu še, kakšne so posledice diabetične nevropatije. In bi kar začela z prvim vprašanjem, kaj je diabetična nevropatija. Zdaj, če pogledamo nekako živčni sistem in njegovo analogijo, da si boste to lažje predstavljali, sem pripravila tole drsnico in sicer tukaj je prikazan živčni sistem pri človeku, kakor vidite, živci potekajo v bistvu po celotnem telesu in se na koncu preko hrbtenjače pošiljajo živčne signale v centralni del, torej v možgane. Torej, možgani so tisti, ki zaznavajo vse občutke, bolečino, vse, kar preko živcev potuje in tudi pošiljajo potem določene ukaze živčevju. Sami živci so pa sestavljeni tako, da je osnovno živčno vlakno nevron, potem pa so posamezna živčna vlakna med sabo povezana, obdana z ovojnico, v tej ovojnici noter so potem še žile, ki ta živec prehranjujejo, vse to je obdano še v dodatno ovojnico in to je potem en živec. Podobno, da si boste lažje predstavljali, tisti, ki niste iz medicinskih vod, je električna napeljava v hiši. In sicer, če pogledamo, tudi tukaj je osnovno vlakno je tako v bistvu iz žičk, drobnih žičk, tako kot je tukaj drobno žično vlakno, in pa obdano potem najprej samo ovojnico posamezne žičke in še potem več žičk v dodatni ovojnici. Seveda so te napeljava poteka preko cevi, torej te žičke so še v dodatni cevi in komandna je pa ta v bistvu električna omarica, kamor se vsi signali nekako prevajajo in tudi iz tukaj lahko potem mi upravljamo in tudi odkrijemo, če kateri del v bistvu te napeljave ne dela. Podobno tudi v bistvu odkrivamo pri človeku. Torej, diabetična nevropatija, če si pogledamo zdaj to našo živčno celico oziroma nevron zdrave osebe, vidimo, da ima ovojnico, ta ovojnica iz mielina, ki je lepa, nič poškodovana in tukaj je ta sinapsa, preko katere so posamezni nevroni povezani drug z drugim in preko katerih je to stična točka, preko katere se živčni signal prevaja. Pri zdravi osebi izgleda ta nekako tako. Zdaj, če pa pride do diabetične nevropatije, pa postane ta nevron okvarjen in sicer pride do poškodb mielinske ovojnice, lahko pa pride tudi do poškodb žilic, ki ta živec prehranjujejo, kar ste videli v bistvu tudi na prvi drsnici, kje se te žilice nahajajo. Skratka, diabetična nevropatija jo uvrščamo med kronične zaplete sladkorne bolezni. Tveganje za njen nastanek se povečuje z samim trajanjem sladkorne bolezni, z tem višja kot je vrednost glukoze v krvi, večja je verjetnost, da bo diabetična nevropatija nastala. Imajo pa pomembno vlogo tudi drugi dejavniki tveganja, ki so tudi na tej sliki prikazani, torej povišan holesterol, povišan krvni tlak, oksidativni stres v telesu, pospešeni vnetni procesi v telesu, potem nezdrav življenjski slog, tveganje zanjo poveča tudi povečana telesna teža ali debelost. Zdaj, pojavnost diabetične nevropatije je nekako v 50% oseb s sladkorno boleznijo, torej vsak drugi nekako utrpi spremembe v sklopu diabetične nevropatije in okvirno, če rečemo, nekako približno po 10 letih po odkritju sladkorne bolezni lahko pričakujemo pojav
diabetičnih se pojavi prej, pri nekaterih dosti kasneje po odkritju sladkorne bolezni, nekateri teh težav niti nimajo, ampak če pa so, jih je pa treba res aktivno odkrivati. Sama nevropatija, podobna kot se pojavljajo pri sladkorni bolezni, pa se lahko pojavi tudi pri drugih sprožilnih dejavnikih, zato moramo te tudi res aktivno odkrivati in zdraviti, če jih odkrivamo. Torej, ena izmed možnosti je povečano uživanje alkohola, drugo lahko pride do nevropatije tudi pri pomanjkanju vitaminov, potem lahko tudi nepravilno delovanje ščitnice privede do nevropatije, lahko je nevropatija tudi posledica zdravljenja s kemoterapijo, do nevropatije vodijo lahko tudi druge presnovne bolezni, bolezen živčevja multipla skleroza in pa lahko tudi poškodbe hrbtenice. Če kaj od tega odkrijemo, poskušamo torej ukrepati, na primer pri nepravilnem delovanju ščitnice, poskušamo torej to delovanje vzpostaviti oziroma normalizirati, pri pomanjkanju vitaminov te nadomeščamo in tako naprej. Tako, zdaj pa drugo vprašanje, kakšna je klinična slika diabetične nevropatije, torej kako prepoznamo, da je pri osebi s sladkorno boleznijo prisotna diabetična nevropatija. Klinična slika diabetične nevropatije je zelo raznolika, zato jo je nemalokrat tudi težko odkriti in odvisno, kakšne težave se pojavljajo, je odvisno od tega, katera vrsta živčevja je prizadeta. Če so prizadeti senzorični živci, to so živci, ki v bistvu omogočajo zaznavanje dotika, bolečine, v tem primeru so simptomi drugačni, kot če so prizadeti motorični živci, to so pa živci, ki so odgovorni za premikanje, hojo, da mi lahko premikamo roke, noge. Najpogosteje pa nastane diabetična nevropatija zaradi prizadetosti obeh vrst živčevja in zato tudi nekako jo imenujemo senzorimotorična nevropatija. Običajno gre za simetrično prizadetost, kar je tudi prikazano na tej sliki na desni strani. Torej, tako kot bi rekli, da je vzorec pojavljanja kot v področju rokavic ali nogavic, če jih pač nosimo, in običajno so izrazitejše težave zvečer ali ponoči. Kakšni so simptomi? Simptomi so zelo raznoliki. Nekaj od najpogostejših je naštetih na tej drsnici, nekateri so prikazani tudi na spodnji sliki, spodnja slika je tudi v bistvu direktno iz te knjižice skopirana, tako da si lahko tudi podrobneje to preberete v knjižici. Lahko pride do zmanjšanega ali odsotnega občutka zaznavanja bolečine ali dotika ali zaznavanja sprememb temperature. To običajno sama oseba s sladkorno boleznijo težko ugotovi, to se običajno ugotovi ob presejalnem pregledu nog, ki ga izvajamo ob odkritju sladkorne bolezni in nato enkrat letno. In temu, če to odkrijemo, sledi res izčrpna edukacija oziroma izobraževanje o tem, kaj za določeno osebo to pomeni in kako preprečujemo nadaljnje zaplete. Oseba s sladkorno boleznijo lahko navaja tudi odrevenelost oziroma otrplost nog, lahko navaja bolečino, tukaj se potem jo povprašamo o vrsti bolečine, torej a je ta recimo pekoča, žgoča, ostra, elektrizirajoča ali je sunkovita, oziroma oseba opiše, kaj občuti. Lahko ima oseba tudi občutek mrzlih nog, pa če si noge poti, pa so te tople, potem povejo take osebe recimo, da si tudi obujajo debele nogavice, pa kljub temu imajo še vedno občutek mrzlih nog, se tega občutka nekako ne da preprečiti. Lahko navajajo mravljinčenje, občutek zbadanja, kosmatosti, kot bi bile v bistvu stopala zavita v vato, pa niso, lahko občutijo elektriziranje. Lahko imajo tudi sindrom nemirnih nog, to je v bistvu en sindrom, kjer mora oseba skozi v bistvu premikati noge, zato da v bistvu lahko sploh nima težav.
In pa lahko se pojavi bolečina ob sicer nebolečem dražljaju, torej samo dotik ali pa bolj grob dotik lahko povzroči že bolečinski dražljaj, torej se ta dražljaj nepravilno prevede, preko živcev in do možganov pride v bistvu signal, da je za bolečino. Lahko pa je bolečina nesorazmerna glede na dražljaj. Ob prizadetosti motoričnih živcev pa najpogosteje pride do mišičnih krčev, do trzanja različnih mišic, neodvisno od naše volje, ali pa do mišične oslabelosti. Če pa so prisotne okvare avtonomnega živčevja, to je pa v bistvu živčevje, ki oživčuje notranje organe in deluje neodvisno od naše volje. Recimo to je živčevje, ki je odgovorno, da mi dihamo, da v bistvu nam normalno deluje prebava, da normalno odvajamo vodo in tako naprej. Tega ne moremo, v bistvu ne deluje, to živčevje ne deluje odvisno od naše volje, ampak neodvisno od naše volje in lahko je tudi to prizadeto v sklopu diabetične nevropatije. Tukaj je pa odkrivanje teh okvar težje. Običajno so potrebne različne preiskave in vključeni različni zdravstveni delavci različnih specialnosti. Tukaj avtonomna nevropatija lahko privede do motnje delovanja številnih organov, recimo motnje uravnavanja krvnega tlaka, lahko pride do motenj znojenja, motenj delovanja sečnega mehurja, motenj v delovanju prebavil, lahko motnje spolne funkcije, lahko pride do prizadetosti srčne mišice, ta lahko vodi v nastanek motenj ritma, ki je lahko tudi življenjsko nevaren zaplet. Tako da avtonomna nevropatija je lahko tudi prisotna in jo je tudi na njo potrebno pomisliti in jo v bistvu aktivno odkrivati. Zdaj pa nekaj besed o boleči diabetični nevropatiji, torej nevropatiji, pri kateri se pojavlja tudi bolečina. Najpogosteje nevropatska bolečina nastane zaradi okvar senzoričnega živčevja. Pojavlja se na srečo niti ne tako pogosto, torej boleča diabetična nevropatija se pojavi pri približno 15 do 25% oseb s sladkorno boleznijo. Je pa problem ta, da je obvladovanje in zdravljenje simptomov težko, nemalokrat neuspešno ali pa ne toliko uspešno, kot bi si v bistvu oseba s sladkorno boleznijo ali pa zdravstveni delavec želela, in običajno gre za težavo, ki je kronične narave. Problem je tudi te bolečine oziroma te kronične bolečine, da pomembno poslabša kakovost življenja posameznika, tako psihično, socialno in ekonomsko, in pogosto so pridružene tudi druge duševne motnje ali pa se pojavijo ob boleči diabetični nevropatiji, in sicer to so lahko depresija, anksioznost, lahko pride do motenj spanja, motenj hranjenja, motenj razpoloženja. Zdaj pa nekaj besed o tem, kako odkrivamo nevropatsko bolečino. Najpogosteje jo odkrivamo kar z pomočjo vprašalnika oziroma jo tudi tako opredelimo. Zdaj, eden izmed vprašalnikov, ki je enostaven, pa se kar relativno pogosto uporablja, je ta vprašalnik DN4, ki ga oseba s sladkorno boleznijo izpolni in sicer označi, če se določen simptom pri njem oziroma njej pojavlja ali ne. Torej se recimo označi, ali ima bolečina katero od neštetih značilnosti, in če peče, označi z da, če ne, označi z ne, in tako isto potem podobno, če je mrazeča bolečina, če strese kot elektrika. Potem je naslednje vprašanje, če bolečino spremlja kateri od naštetih občutkov, je torej mravljinčenje, zbadanje, odrevenelo, srbečica, se še to označi. Potem je pa pri pregledu osebe s sladkorno boleznijo diplomirana medicinska sestra še dodatno označi, če gre za zmanjšan občutek za dotik ali zbodljaj, in pa če se izzove bolečina ali poveča bolečina ob potegu s čupičem. In če je seštevek teh dajev na vprašalniku 4 točke ali več, to že potrjuje, da gre za bolečo diabetično nevropatijo in je običajno potrebna uvedba zdravljenja. Kako pa spremljamo jakost bolečine? Zdaj, ta lestvica se uporablja pri vseh vrstah bolečine, ne samo pri bolečini pri diabetični nevropatiji. To je ta VAS skala
oziroma vas lestvica oziroma številska ocenjevalna lestvica, ki jo vidite tukaj spodaj. Tukaj je ocena tukaj oseba oceni jakost bolečine od 0 do 10, ker 0 pomeni, da nima bolečine, 10 pomeni, da ima neznosno bolečino in potem reče recimo, kakšna jakost bolečine je prisotna. Kdaj uvedemo zdravljenje? Zdravljenje bolečine je smiselno, če je ocena po tej lestvici 4 ali več. In kdaj pa rečemo, da je zdravljenje potem, ko ga uvedemo uspešno, če se bolečina zmanjša vsaj za 1/3, oziroma najbolj idealno, če se zniža jakost bolečine po zdravljenju na pod 4, a ne, torej 3, 2, 1 ali celo na 0. Kakšne možnosti zdravljenja nevropatske bolečine imamo? Torej, če se spomnite prve drsnice, kjer smo govorili o dejavnikih tveganja oziroma vzrokih za nastanek okvar oziroma nevropatije, se spomnite, a ne, da je potem seveda iz tega sledi, da je smiselno čim boljša urejenost sladkorne bolezni, da je smiseln čim boljši nadzor nad dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni, torej krvnim tlakom, holesterolom v krvi in pa opustitvijo razvad. Imamo na voljo tudi različna zdravila za obvladovanje boleče diabetične nevropatije. Njihov problem pa je, da so nekatera omejeno učinkovita, nekatera potrebujejo določen čas do nastopa delovanja in žal je po podatkih iz literature nekako so zdravila uspešna le pri 40 do 60% oseb s sladkorno boleznijo, tako da vidimo, a ne, da je tukaj res omejena uspešnost zdravljenja zdravili. In nemalokrat je žal potem obvladovanje bolečine pri diabetični nevropatiji zelo težavno, dolgotrajno in pogosto neuspešno oziroma ne toliko uspešno, kot bi si oseba s sladkorno boleznijo želela ali pa zdravstveni delavec želel. Kakšna zdravila imamo na voljo za obvladovanje nevropatske bolečine? Ena skupina zdravil so tako imenovana protibolečinska zdravila, to so zdravila, ki se sicer uporabljajo za tudi druge vrste bolečine, recimo če nas boli glava, ne. Tle gre za simptomatsko zdravljenje, kjer zdravilo blokira nekako ta bolečinski dražljaj za nekaj časa, običajno krajši čas, do nekaj ur in na ta način lajšamo bolečino. Njihov nastop delovanja je hiter, relativno hitro pa tudi prenehajo delovati in se v bistvu ta bolečina nazaj povrne. Druga skupina zdravil so zdravila z delovanjem na živčevje. S temi zdravili pa poskušamo vplivati na bolečino pri nevropatiji dolgoročno in zmanjšujemo v bistvu stopenj težav. V osnovi so pa to zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje depresije in epilepsije. Ugotovili pa so, da imajo ugoden vpliv tudi na nevropatske težave. Zdaj, pri teh zdravilih je problem, ker je običajno potrebna postopna počasna titracija odmerka zdravila, kar lahko traja tudi več mesecev in pa njihov učinek, nastop učinka je počasen. Lahko pacient oziroma oseba s sladkorno boleznijo niti ne dočaka tega nastopa učinka, ker že prej nekako obupa, ne, ob titraciji zdravila, sploh pa, če se nemalokrat se zraven pojavljajo tudi neželeni učinki in če se tej pojavijo, seveda potem nekako se zdravljenje ali ukine ali pač zniža odmerek zdravila ali pa uvede druga vrsta zdravil. Potem je tretja skupina zdravil, so zdravila z delovanjem na obnavljanje živčnih vlaken. Zdaj ta zdravila so super, ampak dve imamo na voljo trenutno, ampak so omejeno učinkovita in najbolj učinkovita so glih pri čisto najbolj zgodnjih oblikah diabetične nevropatije. Takrat se da živce še kar dobro obnoviti, a ne regenerirati. Problem pa je, da v bistvu ta zgodnje okvare odkrivamo le pri presejalnem pregledu nog. Oseba s sladkorno boleznijo takrat še v bistvu praktično nič ne čuti, nima nobenih težav, ampak v ozadju so pa že določene okvare živčnih vlaken. Potem so na voljo pa še pripravki za lokalno aplikacijo, to so pa različne kreme, mazila, obliži, ki pa lokalno zmanjšajo stopnjo težav in bolečine.
Kako se odločamo, katera zdravila uvedemo pri posamezniku? Odločamo se individualno. Ni enega tako recepta, da bi rekli takole, uvajamo ta zdravila, ampak glede na pri vsakem posamezniku, glede na pridružene bolezni, stopnjo težav, vrsto težav, se odločamo za izbiro določenega zdravila ali pa kombinacije zdravil in potem stopnjevanje zdravil. Moramo se pa zavedati, da je pač da ima zdravljenje zdravili pač omejen doseg oziroma da so zdravila pogosto neuspešna. Kaj lahko naredi pa sama oseba s sladkorno boleznijo za zmanjšanje oziroma obvladovanje nevropatske bolečine? Torej, svetuje se, da čim bolj sodeluje pri uravnavanju oziroma nadzorom nad krvnim sladkorjem, da je ta sladkorna bolezen čim boljše urejena, da sodeluje tudi pri nadzoru nad drugimi dejavniki tveganja, torej recimo krvnim tlakom, da si tudi v domačem okolju recimo kdaj izmeri krvni tlak in če je ta povišan, da to pove zdravstvenemu delavcu, da ta lahko ustrezno prilagodi odmerke zdravila ali pa uvede zdravljenje, da je redno jemlje zdravila za zniževanje holesterola v krvi, da skrbi za zdrav življenjski slog. Tukaj je zelo pomembna redna telesna dejavnost, ta zelo ugodno vpliva na samo nevropatijo in tudi na bolečino. Potem zdrav način prehranjevanja, normalizacija telesne mase. Svetuje se opustitev nezdravih razvad, kot so kajenje in prekomerno uživanje alkohola. Lahko se poslužujemo tudi drugih metod, kot so recimo ta TENS, tako imenovanje, to je ta transkutana električna stimulacija živcev, to je taka naprava, ki v bistvu si oseba s sladkorno boleznijo lahko sama namesti doma in nekaterim kar precej omili bolečino in zmanjša stopnjo težav. Ena izmed možnosti je recimo tudi akupunktura ali pa masaža. In pa priporoča se tudi v bistvu vodenje dnevnika bolečine, ker s tem imamo v bistvu boljši pregled nad bolečino, kdaj se pojavlja in kaj v bistvu, kako lahko na njo vplivamo. In ta dnevnik bolečine je smiselno, da oseba s sladkorno boleznijo prinese tudi s seboj na pregled in ga skupaj z zdravstvenim delavcem potem pregledata. Dnevnik bolečine pa izgleda takole, to je tudi v bistvu v knjižici zajeto. Tukaj se opisujejo podatki o bolečini, svetuje se izpolnjevanje vsaj nekaj tednov in izgleda pa tako, kot je spodaj, torej napiše se datum in ura začetka bolečine. Jaz sem dala tukaj en primer, potem se oceni jakost bolečine po tej VAS lestvici, recimo tukaj je bila 7. V tem primeru upiše se mesto in vrsta bolečine, torej pekoči stopali, če je kakšen sprožilni dejavnik, tukaj ga ni bilo, in pa katero zdravilo je bilo zaužito, torej tukaj je Vitelekadol 2 tableti, drugi ukrepi za ublažitev bolečine, je ta oseba se tuširala še, izmenjaje za toplo hladno vodo, bolečina je trajala 2 uri in opazila je pa ta oseba tudi to, da je takrat bilo tudi glih sprememba vremena in da je lahko tudi to v bistvu vplivalo na samo bolečino in je to zabeležila pod opombo. Zakaj se pa pogovarjamo zdaj o diabetični nevropatiji, je pa v bistvu zelo zaželeno, da vemo, kakšne so možne posledice diabetične nevropatije, kar je pa v bistvu to naše zadnje vprašanje. Torej sama diabetična nevropatija, kot sem že danes omenila, lahko vodi v slabšo kakovost življenja osebe s sladkorno boleznijo in poveča tveganje za druge pridružene motnje, kot so motnje spanja, razpoloženja, hranjenja in duševne motnje. Potem je možna posledica diabetične nevropatije, da poveča tveganje za nastanek diabetične noge in za v bistvu nastanek razjede na nogi, okužbe razjede ali celo amputacije, torej izgube prsta, dele stopala ali celo dela noge, kar je v bistvu tudi zelo huda posledica diabetične nevropatije. In pa ena izmed možnih posledic je tudi to, da je torej, ko se razvijajo stopnje, ki so zelo napredovale,
jih je občasno res težko obvladati, kot je recimo bolečina pri diabetični nevropatiji, in zdravljenje je res dolgotrajno in uspešnost omejena. Zato je smiselno, da se odkrivajo zgodnje okvare v sklopu diabetične nevropatije s presejalnim pregledom nog in se že takrat poskuša ukrepati na ta način, da se te pozne okvare in v bistvu posledice diabetične nevropatije nekako preprečujejo oziroma čim bolj odložijo. Zdaj pa še bomo pogledali nekaj zaključkov. Tole je tudi slika iz zloženke. Torej nekaj besed o diabetični nevropatiji, za katere bi rada, da si bi jih v bistvu zapomnili. Približno polovica oseb s sladkorno boleznijo ima diabetično nevropatijo, nekako pojavlja se približno 10 let po odkritju sladkorne bolezni, pomembno slabša kakovost življenja, ima lahko zelo raznoliko klinično sliko, kar se tudi lahko spomnite iz tiste slike, ki je bila prikazana, in pa pomembno je njeno aktivno odkrivanje, in pa imamo, če se pojavi bolečina ob diabetični nevropatiji, različne možnosti zdravljenja, od zdravil do ukrepov, ki jih lahko oseba s sladkorno boleznijo se v bistvu pridržuje sama, ampak vemo pa, da je njihova uspešnost tudi torej omejena. Tako pri bolečini pri diabetični nevropatiji je nekako tako, kot je prikazano na tej drsnici, na tej modri sliki. Včasih moramo delati res majhne korakce, recimo, da bolečino zmanjšamo, ne vem, iz 9 na 8, pa se to ne zdi veliko, pa naslednjič z intenziviranjem zdravljenja recimo na 7, pa potem še z dodatno uvedbo ukrepov recimo na 6, ampak v bistvu so to majhni koraki, ki pa vodijo lahko do velike spremembe, če smo potrpežljivi in če nekako med sabo sodelujemo, torej oseba s sladkorno boleznijo in zdravstveni delavec. Zdaj, velike spremembe zelo naenkrat brez teh majhnih korakcev pa pri diabetični nevropatiji običajno zelo težko dosežemo. Tako da še enkrat si lahko vse stvari, ki so bile tukaj omenjene, vsi podatki in še več preberete v tej knjižici Bolečina pri diabetični nevropatiji, ki je dostopna na tej povezavi, če si poskenirate QR kodo v zgornjem desnem kotu, sicer pa je na voljo v tiskani obliki tudi, ali pa lahko do nje dostopate tudi preko spletne strani Zveze društev diabetikov Slovenije. S tem bi se vam jaz lepo zahvalila za vašo pozornost in nasvidenje do naslednjič.